Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar dirke za veliko nagrado Mehike. Poglejmo si skupaj, kakšne zanimive iztočnice nam je dala nedeljska dirka. Kot običajno bo tudi današnji komentar dirke razdeljen na dva poglavitna dela. Najprej si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na sami veliki nagradi. Nato proti koncu prispevka bomo nekaj minut porabili za samo analizo napovedi strategij in seveda v nadaljevanju bomo te rezultate primerjali z onim, kar so ekipe v resnici pokazale na prvo. A začnimo seveda z dirko, kjer imamo ogromno iztočnic, ki bodo vodile, upam, da v konstruktivno debato. Že na samem štartu smo videli nekaj izjemno zanimivih. Namreč verjamem, da ste vsi vi uživali v tistem boju, ki se je vnel, namreč od samega začetka do prvega ovinka je ravnina dolga na progi bratov Rodriguez kar 830 metrov. In tu smo morda videli nekaj zanimivega. Da začeti dirko na liniji, tam, kjer je več gume na asfaltni površini, izjemno pomaga. Najprej bi vas rad opozoril, da je Lewis Hamilton za nekaj trenutkov prehitel Charlesa Leclerca. In Leclerc je začel na sodnem delu štartnega razporeda kot drugi, Hamilton kot tretji na lihem. Seveda potem je prišlo do ostrega kontakta med obema voznikoma Ferrarija in Lewis Hamilton na tokratni veliki nagradi ni imel sreče. A o tem nekoliko kasneje. Če vas ta prvi primer ni prepričal, bi vam rad pokazal še to fotografijo. Max Verstappen je bil na prvem zaviranju v prvi ovinek vštric z vodilom. Ampak Max je dirko začel iz 5. mesta. Torej, zopet je bil na lihi strani štartnega razporeda. Strinjam se, da Max Verstappen je divji, je spreten, zna štartati, ampak imel je tudi pomoč, seveda tistega večjega oprijema na asfaltu, da mu je kaj takega sploh uspelo. Verjamem, da ob vsem dogajanju ste mnogi to malenkost, to podrobnost lahko tudi spregledali. A verjetno marsikdo ni spregledal kazni pribitka 10 sekund Lewisu Hamiltonu. In na družbenih omrežjih se je kot običajno razvnela polemika. Tudi na našem srečanju v živo je bilo čutiti, da mnogi navdušenci niso delili tistega prepričanja, ki smo ga videli pri razsodniku. Če vzamemo samo izjavo Frederika Vasserja, ki je dejal, da so tudi drugi odšli iz proge in niso bili kaznovani, je mene osebno rahlo razočarala. Namreč, če si naredil nekaj narobe, se ne smeš nekako iz situacije izvleči tako, da rečeš, saj so tudi drugi naredili napako. Če si naredil napako, moraš kazen sprejeti. A vprašanje je neko drugo. Je Lewis Hamilton naredil napako in predvsem, kakšna je bila ta napaka, zaradi katere je pribitek dobil. Na prvi pogled se vam bo zdelo malce čudno, ampak Lewis Hamilton je bil na začetku dirke pod 3 preiskavami.
zaradi tega, ker je trčil z Maxom Verstappenom, zaradi tega, ker ni sledil navodilom direktorja dirke in na koncu zaradi tega, ker je izven proge pridobil nešportno prednost. Prva in druga preiskava se je končala tako, da ni bilo nadaljnjih posledic, ker Lewis Hamilton enostavno v trku z Maxom Verstappenom ni napravil nobene škode in ker takrat, ko je zletel iz proge, je bil prisiljen nekako kršiti tisto, kar so bila navodila samega direktorja. Ampak dobil je 10 sekund pribitka. Zakaj? Ker je izven proge dobil nešportno prednost. Enostavno povedano, ker je izven proge prehitel nasprotnika. Ne zato, ker je odšel izven tistih belih črt, ki omejujejo asfaltno površino. In tu bi nekdo dejal, saj je tudi George Russell po radijski zvezi dejal, da ga je Max Verstappen prehitel izven proge. Ni res, prehitel ga je malce prej na asfaltu in potem izgubil oblast nad svojim Red Bullom in seveda krajšal šikano. Marsikdaj so vozniki Formule 1 toliko spretni, da nas prepričajo v nekaj, kar ni res. In nekateri vodje ekipe bi si želeli imeti podobne sposobnosti, ampak izjava Frederika Vasserja je kot mnoge druge doslej za v pozabo, ker vas prepričuje v nekaj, kar se v resnici zgodi. Konec koncev, Lewis Hamilton je krajšal progo med 4. in 5. ovinkom. In prednost je pridobil, če si pogledamo samo na skici, kako to izgleda. A vrnimo se na samo dirko. Lando Norris je praktično vodil od začetka do konca. Imel je srečo, da nihče ni bil sposoben držati njegovega fantastičnega ritma. Na koncu je Lando Norris pred Charlesom Leclercem imel več kot 30 sekund prednosti, kar je v letošnji sezoni največja razlika. In tu se lahko sedaj začnemo spraševati, je bilo drugo mesto Ferrarija fantastičen rezultat ali pa so bili res najboljši izmed slabih. Namreč 30 sekund na veliki nagradi je vsaj po mojih standardih ogromen zaostanek, pa ne glede na to, ali si prvi, drugi, tretji, četrti ali 36. In to verjetno je v nasprotju z marsikaterim prepričanjem, ki ga ima povprečni navdušenec. A bistveno je, če želiš dirko zmagati, da si blizu onemu, ki je tam na prvem mestu in ne pol kroga zadaj. A tudi to je tema, o kateri bomo lahko še razpravljali v bodoče. A ne smemo tu mimo neke epizode, ki je bistvena za razumevanje, sam zaključek dirke za veliko nagrado v Mehiki. Namreč Liam Lawson, preden je odstopil, je videl, kako so varnostni delavci tekli čez progo tik pred njegovim bolidom, brez da bi bilo obdobje pravega varnostnega avtomobila, virtualnega varnostnega avtomobila ali pa vsaj, da bi mahali z dvojno rumeno zastavo. Namreč dvojna rumena zastava pomeni, da morajo vozniki močno upočasniti in da so pripravljeni bolid zaustaviti v vsakem trenutku. Tu je treba poudariti, da na sami progi so bili drobci, ki jih je bilo potrebno zaradi varnosti odstraniti. Ampak izgleda, da je bil nekdo malce preveč entuzijastičen, da ni hotel čakati na ukaz samega direktorja dirke. Namreč direktor dirke je tisti, ki da signal, da lahko varnostniki gredo
na progo in opravijo svoje poslanje. Epizoda, ki je praktično izjemno nevarna in kjer upam, da bodo organizatorji dobili sankcije. Sankcije zato, da kaj takega ne bodo več nikoli ponovili. In tu je tudi odgovor, zakaj je Lewis Hamilton dobil pribitek 10 sekund. Namreč kazen je standardna za tak prekršek, kot ga je napravil. In ne gre za to, da bi vrnili praktično tisto, kar je Lewis Hamilton pridobil na, recimo temu, nepošten način, ampak gre za to, da se sankcionira voznika, da ne bo v prihodnje napravil kaj podobnega. Namreč prišla je pripomba, po mojem mnenju upravičena, da pribitek 10 sekund v resnici pokvari dirko. In to je res. Ampak če si napravil prekršek, je tudi prav, da imaš sankcijo, ki zaleže. In ne samo, da se gremo nekakšne bogove, ki želijo stvari opraviti oziroma izravnati. In tu seveda verjamem, da marsikdo se s tem ne bo strinjal, ampak treba je razumeti, da v Formuli 1 so marsikdaj določeni pogledi, ki nam, navdušencem, niso razloženi in mnogokrat tudi niso jasni. Zakaj? Ker mediji iščejo zgodbo in ne iščejo resnice. In videli smo seveda na zaključku dirke, kako je na progi bil virtualni varnostni avtomobil, ki je preprečil naprimer boj za drugo mesto med Charlesom Leclercem in Maxom Verstappenom ter boj za 4. mesto med Oskarjem Piastrijem ter Oljem Bergom. In tu marsikdo se sprašuje, zakaj, a je bilo to res potrebno? Pokvarili ste mi dirko, kot da smo razvajeni otročaji in najpomembnejše osebe na tem planetu. Rad bi tu poudaril, da Carlos Sainz mlajši je ustavil svojega Williamsa ob progi. Iz njegovega bolida se je začelo kaditi, kar je pomenilo, da bo potrebno morda celo gasiti ogenj. In seveda posledično varnostniki ob bolidu in seveda z gasilnim aparatom pripravljeni, da bi plamene pogasili. Glede na tisto, kar se je zgodilo na začetku dirke, je bilo potrebno zadevo umiriti, nevtralizirati zaradi varnosti z virtualnim varnostnim avtomobilom. Izkušnja, ki jo je imel direktor dirke, ko so varnostniki zgleda na lastno pest udrli na progo, je bila dovolj, da si je tokrat ni dovolil zopet potencialno morda celo tragične situacije. In to moramo razumeti. Nihče ni želel pokvariti finala dirke, ampak potrebno je bilo zadeve izvesti tako, da je bilo varno za vse nastopajoče, voznike in varnostnike ob progi. In tu bi rad poudaril nekaj zanimivega. Namreč videli smo končni vrstni red, kjer je bil Lando Norris daleč spredaj, nato Charles Leclerc, Max Verstappen, Oliver Behrman, ki je zasluženo voznik dneva, tudi po mojem mnenju. Videli smo, naprimer, kako je Oskar Piastri pridobil kar nekaj mest, ampak če primerjamo ritem, ki ga je imel posamezni voznik, bomo prišli do zanimivih zaključkov. Namreč, če si ogledamo seveda to tabelo, bomo videli, da je bil Norris tisti, ki je imel pred Piastrijem boljši ritem, nato Behrman, Hamilton, ki je bil daleč v ozadju, Andrea Kimi Antonelli, Verstappen, Russell in nato komaj Leclerc. Zopet
nekako matematično dokaz, da pri Ferrariju SF-25, ki ga vozi Charles Leclerc, zadeve niso take, kot bi morale biti v teoriji. Bistveno boljši ritem, tisti, ki smo ga videli pri Hamiltonu, ampak zaradi tiste zgodbe na samem začetku, zaradi pribitka 10 sekund, je seveda bil potisnjen v ozadje. Verjamem, da za mnoge ta argumentacija ni pomembna, ampak mnogi takšnih podatkov tudi verjetno ne znajo brati. Govorili smo o Oliju Bearmanu kot o vozniku dneva in dejal bom zasluženo. Ampak ne bi rad izpustil tudi Gabriela Bortoleta. Bortoleto je dobil na koncu 1 točko z 10. mestom, ampak če pogledamo, kje je štartal, mislim, da na 16. mestu, je tudi njegova dirka vredna pohvale. In sedaj verjetno tisto, kar marsikoga zanima. Kaj lahko pričakujemo na naslednjih dirkah? Namreč Lando Norris je s to zmago prevzel vodilno mesto med vozniki, kar se tiče svetovnega prvenstva Formule 1. Ampak njegova prednost pred Piastrijem je le uboga točka. Max Verstappen je tudi nekaj malega pridobil, sedaj zaostaja za vodilnim za 36 točk, ampak če se kdo spomni mojih predhodnih prispevkov, sem dejal, da so možnosti Maxa Verstappena nekako tudi omejene s tistim, kar bodo naredili njegovi nasprotniki. In tu je treba še enkrat poudariti, da bo Max Verstappen težko postal svetovni prvak, ukolikor bosta tako Piastri kot Norris vozila podobno, kot smo videli tu v Mehiki. In govorili smo o tem, da bi lahko, vsaj takšen je bil moj občutek, pri McLarenu celo sabotirali Oskarja Piastrija. Gre za moj občutek, za mojo idejo. Namreč Oskar Piastri je sam priznal, da večjih napak ni napravil, tudi sam sem podobnega mnenja po tistem, kar sem videl na kvalifikacijah, in možno je, poudarjam zopet, gre za mojo teorijo, da so hoteli pri ekipi iz Wokinga nekako razdeliti Piastrija in Norris. Zakaj? Zato, da se ne bi ponovilo tisto, kar smo videli v Austinu. Namreč, če štartate skupaj, je velika verjetnost, da bo prišlo do medsebojnega trka. Podobno kot smo videli, na primer, tu na progi bratov Rodriguez med obema voznikoma skuderije Ferrari, tokrat brez kakšnih katastrofalnih posledic. Med ekipami smo lahko zopet videli, da je Ferrari prišel na drugo mesto na konstruktorski lestvici, ampak zopet le za ubogo točko prednosti pred Mercedesom. Torej, odprt je še tudi tu boj in ne smemo pozabiti, da Red Bull je tam v ozadju, njihov zaostanek je minimalen. In seveda, kaj bi lahko generalno dejali o dirki, ki smo jo spremljali seveda v Mehiki. Najprej to, da dirka, vsaj po mojem mnenju, je bila dobra. Nič posebnega, nič izjemnega, ampak kot smo že navajeni, praznik motošporta. Ogromno število ljudi in seveda vsi prisotni so dobili dobesedno tisto, kar so čakali. Boj na progi, prehitevanja, videli smo preobrate, čeprav je Lando Norris praktično vodil od začetka do konca. Tudi zaradi tega, ker so bili vsi ostali enostavno preslabi, prepočasni, ker niso imeli prave možnosti. Uresničilo se je v resnici tisto, kar smo vsi mi nekako sumili, da Ferrari tam spredaj so skupino toliko upočasnili, da pravzaprav je imel Lando Norris lahko življenje, ampak tudi v ozadju smo imeli dovolj dogajanja, da se nismo dolgočasili. In sedaj
seveda je treba porabiti še nekaj minut za analizo samih strategij. Že v srečanju v živo sem omenil, da pravzaprav napoved, ki sem jo dal sam, je v vsebini dokaj podobna tisti, ki so jo objavili tudi pri Pirelli. Le da, kot zanimivost, je treba poudariti, da so pri Pirelliju bolj stavili na strategijo začeti na pneumatiki medium in nadaljevati na soft. Sam sem si izbral tisti obrat, začeti na pneumatiki soft in nadaljevati na medium. Kot smo videli, Norris in Leclerc sta si izbrala to varianto, kot tisto zmagovalno. Max Verstappen je imel obrat. In tu seveda lahko diskutiramo, katera izbira je bila boljša. Rad bi poudaril nekaj, da je bil tisti edini postanek, predvsem pri Landu, izjemno pozen. In to pomeni, da so pri McLarenu čakali, da so vsi ostali zamenjali kolesa, da so se na progo zopet vrnili kot prvi, kot vodilni, brez da bi bili prisiljeni nekako biti v gneči. In tu seveda je treba še poudariti, da so se nekateri tam približno v sredini skupine, ki je dobila točke, odločili za strategijo z 2 postankoma. In to je tista, v katero nisem verjel, ki je bila v resnici bolj počasna. Če pogledamo njihove zaostanke, nam bo jasno, zakaj. A mnogi se boste spraševali, kako da so se pri ekipah tako odločili, če so vedeli, pravzaprav ne bodo ogrožali onih spredaj, prav zaradi tega, ker so hoteli nekaj spremeniti v tistem internem boju. Namreč tudi oni zadaj so imeli takšen zaostanek, da jih niso bili sposobni prehiteti in seveda v takšnem primeru, zakaj pa ne? Splača se tudi tvegati. Slišali smo po radijskih zvezah, da so mnogi kolebali med varianto A in varianto B. In seveda še tisto, kar bo marsikoga zanimalo. Ta preskok, ki smo ga že drugič zapored videli na dirki svetovnega prvenstva Formule 1. Torej, da je tista pneumatika z belim napisom, pneumatika hard, oddaljena še eno mešanico od skupine pneumatike soft in pneumatike medium. Podobno kot v Austinu, tudi tu smo videli, da uporaba pneumatike z belim napisom je bila minimalna oziroma komaj opazna. Zopet bi lahko dejali napaka Pirellija, kjer si želijo večjih postankov, ampak niso si sposobni izmisliti nekaj, kar bi v resnici delovalo. A treba je povedati, da njihova tovarna je v Turčiji in v bistvu so že mesece vnaprej pripravili pneumatike, ki jih bomo gledali na naslednjih dirkah. Torej, ko so opazili napako na dirki za veliko nagrado Združenih držav Amerike, niso imeli nobene možnosti jo popraviti v bistvu za naslednji vikend. A seveda tudi to je Formula 1. Kar se tiče našega komentarja, pa je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.